Živijo, smo Marko in Monika Zupanc in se javljava iz naše karantene iz centra Ljubljane, kjer živimo z družino, 4 otroki, šoloobveznimi, se vsi šolajo od doma, ena je osnovnošolka, 2 sta gimnazijca, potem je pa še študent glasbene akademije, tako da pri nas doma je zelo pestro. Je veliko smeha, veliko veselja, glasbe, petja, pa seveda tudi veliko kreganja, raznih konfliktov. Zato nam je to pomembno, vedno bolj vemo, da res z nami prebiva še en in to je prvi med 7 Jezus. In Jezus je zelo iznajdljiv. Ja, prej je Monika dnevno hodila k Sveti Maši, krožnemu vencu v cerkev. Sam na poti v službo sem naredil rožni venec, zdaj seveda to ni mogoče. Je pa seveda bilo potrebno, da smo vse to nekako osredinili v domač, v dom, v našo skupnost. Tako je postal dom nekakšno središče. Središče, kjer se razvijajo naši pogovori, naša razčiščevanja, da dom postaja skupnost, da družina postaja občestvo. Seveda v vsaki občestvosti, v vsaki skupnosti pa so posamezniki, ki razmišljajo različno. Te različnosti pa so tudi odnosi, ki seveda so lahko zelo intenzivni in to lahko doživljamo vsakodnevno. So po eni strani razčiščevanja, po drugi strani pa tudi doživljamo lepoto naših odnosov. Zdaj v tem času doživljamo čas, kot nekakšen intenziven čas, ko se nam je približalo Božje kraljestvo. In v tem še bolj postaja zelena voda sredstvo, ko vsakič, ko odhajamo od doma ali prihajamo, miza je postala oltar, ne samo prostor odločitev in razprav. Pa tudi televizija je postala sredstvo, preko katerega lahko dnevno smo prisotni pri Sveti Maši ali prejemamo duhovno sveto obdarilo. Pa tudi preko televizije lahko molimo skupaj z duhovniki rožni venec ali smo prisotni pri križnem potu. Tako tudi s televizijo smo lahko blagoslovljeni z najsvetejšim. Hkrati pa je ekran tudi okno v povezanosti s svetom, z našimi najbližjimi. Z mojim očetom recimo, ko se ne moramo z njim fizično videvati, pa se lahko videvamo preko Skypa, si pomahamo, delimo veselja, si tudi podarjamo rožice in nam je skupaj lepo. Ker pa seveda v naši družini, kot sem povedala, velikrat prihaja do raznih takih iskljivih situacij, konfliktnih, smo se odločili, smo stanovanje blagoslovili na Jožefovo in na praznik Marijinega oznanjenja, prav tako kot to stanovanje blagoslovimo za vse 3 svete večere. Tako da smo na ta način še na fizično občutljivi del odprli svoje srca, odprli svoje stanovanje za Jezusovo delovanje, da nam lahko v situacijah dnevnih pomaga. Ja, zanimivo je. Nam je veselo, veseli smo skupaj, je zanimivo, aktivno, ampak seveda polno presenečen. Lep pozdrav in blagoslov od naše družine.